Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, spoštovani pobudnik, državni svetnik, profesor dr. Matjaž Gams, predstavnik raziskovalne dejavnosti, povezovalca, profesor dr. Janez Malačič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in psihologinja Ajda Svetelšek z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, spoštovani dr. Božidar Voljč, svetovalec SAZU za področje gerontologije, dr. Alenka Kajzer, namestnica direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, spoštovani vsi prisotni strokovnjaki z področja različnih segmentov javnih politik, državni svetniki, poslanci in vsa zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas najprej vse skupaj lepo pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. Osebno sem zelo vesel, da se z današnjim posvetom v praksi uresničuje pobuda državnega svetnika profesor dr. Matjaža Gamsa za strokovno in poglobljeno razpravo o izzivih Slovenije v povezavi z rodnostjo in demografskimi trendi, ki jo je slednji podal na samem začetku svojega mandata v Državnem svetu in začetku 5. mandata Državnega sveta na eni izmed sej Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Omenjena Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se je tematike rodnosti v tem mandatu dotaknila že dvakrat, in sicer ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter ob obravnavi predloga resolucije o družinski politiki 2018-2028. To je Državni zbor sprejel na 38. seji 20. februarja 2018. Državni svetniki so v obeh primerih opozorili, da nujnost povezovanja različnih politik z namenom celovitega odziva na nizko stopnjo rodnosti v Sloveniji in zagotavljanje kvalitetne družinske politike. Na področju rodnosti bi vsekakor morali iskati širše, to se pravi sistemske rešitve. Na rodnost namreč vplivajo raznoliki dejavniki in politike, stanovanjska, davčna, socialna, zdravstvena, izobraževalna in tako naprej. Državni svetniki so zato v svojih razpravah pozvali k večji proaktivnosti na tem področju, tako v okviru stroke, kot tudi v okviru politike in delovanja na osveščanju javnosti. Glede na sedanjo starostno sestavo prebivalstva Slovenije, lahko v naslednjih 30 letih pričakujemo močno absolutno povečanje števila starejših prebivalcev in še hitrejšo rast njihovega deleža v celotnem prebivalstvu. Zaradi daljšanja pričakovanega trajanja življenja se bo posredno še dodatno povečalo število upokojenih prebivalcev. Iz tega izhaja vrsta problemov: pomanjkanje delovne sile, migracije. Nekatere napovedi so zelo črnoglede, še bolj skrbijo pa opozorila, da je čas za razpravo o demografskih izzivih ne več danes, temveč je bil že včeraj, in da smo torej dragoceni čas v veliki meri pravzaprav zamudili. Spoštovani, današnji interdisciplinarni posvet je priložnost za poglobljen uvid in iskanje rešitev. Lahko rečemo, da imamo v Sloveniji veliko demografskih problemov, ki spadajo na področje splošnega razvoja, ter tudi na ekonomsko, socialno in prostorsko področje. V Državnem svetu si želimo pobud in predlogov zakonodajnih rešitev strani stroke in civilne družbe. Politika je odgovorna, da ponujene rešitve pretopi v ustrezno zakonodajo. Vznemirljivo nizka rodnost ni več le strokovni, temveč je tudi politični problem. Čas je za jasno opredelitev prebivalstvene politike, ki je Slovenci nismo imeli niti v času življenja v obeh Jugoslavijah, niti v novi samostojni Sloveniji. Demografske probleme je dolgoročno mogoče reševati s primerno starostno sestavo prebivalstva, kar lahko zagotovi le zvišanje stopnje rodnosti. A ker so demografski procesi dolgotrajni in tudi zelo trdovratni, bodo najbrž ti ukrepi počasni in dolgotrajni. Vse prisotne vabim k aktivnemu sodelovanju v razpravi in k oblikovanju zaključkov, ki bodo dragocena iztočnica za načrtovanje prebivalstvene politike naše države, pa tudi za delo Državnega sveta na tej tematiki v prihodnje. Predno zaključim in vam zaželim uspešno delo na današnjem posvetu, bi rad odgovoril na nekaj odzivov v javnosti, ki današnji svet označujejo kot nacionalističen oziroma usmerjen v pronacionalno
delovanje v slovenski družbi. Kot vem, posvet ni bil tako zamišljen. Kot vem, nismo nikjer izpostavljali zgolj Slovencev kot naroda, ampak smo izpostavljali Slovenijo kot državo in izpostavljamo problem slovenskih državljanov nasploh. Zato se na tem mestu kategorično ograjujem od konotacije, v katero nas spravljajo nekateri mediji in tudi nekateri intelektualci, ki so današnji posvet označili za nacionalističnega. Problem rodnosti ni zgolj problem Slovencev, to je problem celotne Evrope, pa tudi katere druge države na svetu. In take probleme je potrebno naslavljati. In če jih naslavljamo strokovno in če stroka ponudi politiki kakovostne rešitve, potem tu ne gre za politikantstvo, ampak gre za reševanje realnega problema v aktualnem času in na strokoven način. Še enkrat želim vam uspešno delo in želim, da bi izsledki oziroma osvetljeni problemi in ponujene rešitve za današnjega posveta služile odločevalcem kot dobra iztočnica za oblikovanje politik, ki bodo problem zmanjšane rodnosti v prihodnosti zmanjševale. Kot že rečeno, to ni stvar odločitve in ni stvar enega koraka. Danes poskušamo oblikovati proces in proces bi lahko ob trdnem delu in aktivni udeležbi vseh deležnikov pripeljal do rešitev. Puščanje vprašanja rodnosti ob strani in iskanje politično korektnih rešitev nas ne bo pripeljalo nikamor oziroma nas bo pripeljalo v situacijo, v kateri smo že sedaj ali mogoče še slabšo. Uspešno delo želim in čim več dobrih rešitev. Hvala. Hvala lepa.